Pozdravljeni v oddaji Kulturni raport. Tokrat smo se najprej odpravili v vasico Beka pri Kozini, kjer se je odvila 6. edicija Kresne noči na Beki. Tam so praznovali najdaljši dan in se veselili simbolnega prehoda v poletje. Poglejmo. V vasici Beka pri Kozini je potekalo že 6. praznovanje poletnega solsticija, ki ga je pripravilo društvo Lilija na Beki. Kulturno društvo Lilija na Beki je nastalo leta 2019 in obuja v resnici tradicijo društva iz leta pred vojno, mislim, da zadnji zapisi so iz leta 1939. Tako da društvo je obstajalo na Beki, ki je v bistvu pred drugo svetovno vojno bila v bistvu relativno velika vas. Dogodek je letos nosil ime Telo skale in bil kot doslej kulturno-umetniško obarvan. Ja, praznovanje solsticija, bom rekla, je glavna dejavnost mogoče našega društva, tako da začeli smo leta 2019 s prvim solsticijem. Letos je že 6. po vrsti. Za vas smo pripravili koncert. Spravi, vedno je mogoče ta del nekako najprej umetniški del različnih umetnikov, ki so se zvrstili skozi leta, in pa glasbeni. Letos nastopata v tem umetniškem delu, mogoče v organizaciji društva Lilija Nina Jereb, svojim performansom in umetniškimi inštalacijami fizikalne narave, bomo rekli. In pa koncert Toni Brune in Raja Pertota, ki sta pa zanimiva umetnika, glasbenika, audiovizualna umetnika, ki nekako združuje ta letošnji koncept prehajanja meja. Mi sono neste piede, questi fiori di maggio, oltre dei muri, mi sono un posto. Letošnji solsticij je otvoril tudi razstavo na temo prečkanja meja, ki je nastala v organizaciji Art Beka 9. Temo razstave podkrepi tudi zgodovina razstavnega prostora, ki danes nosi ime Beka 9 Space, nekoč pa je šlo za kontrolno mejno točko. Razstava je vključevala umetnike iz Slovenije, Italije, Armenije, Švice, Rusije in Ukrajine. Vabljeni na dogodek soboto 6. julija. Delavnica Preobrazba meja z Markom Pogačnikom, kjer v bistvu podobne teme nagovarjamo mogoče stališča performansa na nek način in umetnosti. Drugače večinoma izvajamo, bom rekla, dogodke, vedno ob teh prehodih letnih časov, ker mislimo, da so pomembni in da nas vračajo mogoče v stik samim sabo, z naravo. Mislim, da to ljudem primanjkuje, in zgleda, da je ta naš koncept iz leta v leto mogoče bolj prepoznaven. Se še spomnite legendarne glasbene skupine Kameleoni? Po dolgem času so se ponovno znašli na odru in odigrali nekaj avtorskih komadov, med katerimi pa je bilo mogoče slišati tudi pesmi skupine The Beatles.
65. leta. Ena lepa za vas. Greva na pot. Drugače pa dolna zima. Takrat. Greva na pot do Andaluzije. Ježni veter nosi greh. pesmi naše. Še velik aplavz, Kameroni! V bistvu, videl sem skoristila priliko, tako da lahko snima skupaj z njimi na odru, pa še nekaj, da bomo se zvedli o njih, pa malenko se preden igrajo naprej. Gostinčič. Ja, jaz bom začel z Jadrom, čeprav lahko, Jadar, imaš cajt. Mama. Vidim, da si lih. Si videl, da sem bil zaseden, zdaj sem prost. Ja. No, zdaj si prost. Si si kdaj predstavljal, da bo celotno tvoje življenje zaznamovala glasba? Je bil to načrt ali si hotel postati kaj drugega, pa se je življenje obrnilo v to smer? Ne, po par profesionalnih letih s Kameleoni je bil to cilj in gotovo. Takrat je bilo določeno in še vedno traja. Ko so te pa kot Mičkenga vprašali, kaj boš, ko boš velik? To pa ne vem,
kaj sem rekel. Se nanka ne spomniš. Kakšno bedarijo. Kakšno bedarijo, dobro. Ok, Tulio Furlanič, še aplauz za Tulija. Mnoga leta je igral v tujini, spominov nešteto, kaj je tisti spomin, ki ti največkrat pade na pamet skupino Kameloni? Ve, da ste vaši posnetki prišli celo do Paula McCartneyja, da so posnetki prišli do Paula McCartneyja, je to res? Ja, celo je res. In bili so v Londonu, na Abbey Roadu. In mi smo čakali odgovor in med tem časom, ko smo čakali odgovor, se je tudi italijanska firma, ena ali dve firme iz Milana so se zanimali za to, vendar smo čakali predolgo in žal nismo v pravem trenutku dočakali, da so nas sprejeli. Kaj pego, ampak vseeno en aplauz, to je super, bravo. Ja, Jadar, mogoče tvoj en mini spomin iz časov Kamelonov, prvi, ki ti pade na pamet. Zdaj, veš kaj, sem razbil eno kitaro Hale Tivoli, tako slučajno, ne. Si jo brcnil, pa se je razbila, ne. Torej, razbita kitara iz velekoncerta v Hali Tivoli. Gremo k naslednji legendi. Marjan Malikovič, velik aplauz. Marjan, koliko sjajev izgubljene ljubavi je bilo v letih Kamelonov? Ja, seveda je bilo. Sjaj izgubljene ljubavi je bila naša prva skladba, ki smo jo naredili skupaj. Zelo uspešna, zmagali smo z njo na festivalu v Zagrebu, ne? Prva gitarijada, prva ono, tretje. In smo postali šampioni Jugoslavije. In tako 2 leti, 3. In je šla zgodba naprej. Koga pa so dekleta imela najraje iz benda? Ja, to moraš vprašati drugega. Jaz nisem specialist za to, ampak se izogiba odgovor. Čakaj. Jih je tukaj kar dosti na tem modru, ne? To dokazujejo pisma, ki so pisali iz cele Jugoslavije. Smo imeli eno posebno sobo, v katero smo zlagali. To je grozno, to je bilo. Ja, nekaj, tako je bilo. Pa je kdo odpisoval na ta pisma? Ja, smo imeli tajnice, ne? Seveda. Ok, gremo torej Tito Trg, še en aplauz. Vanja Valič! Tudi avtor večine besedil Kamelonov. Obstaja kakšna številka? Koliko plošč ste prodali skupno? Mi niti ene. Ne, ker to so prodajali, ne vem, Jugoton takrat. Tudi založbe. Ja. Mi ne. Ok, srajce ste imeli svoje? Ja, smo imeli srajce. Kdo je vodil številke? Z enimi kratkimi vratniki, eni z dolgimi vratniki. Ja. Mislim, da je to bilo v ex-Jugoslaviji prvi tak sponzor, ki je Topper šel v ta. V to stine reklame. Okay. Naslednje leto pa 60 let od ustanovitve oziroma prvega koncerta. Kaj pripravljate? A vi bi radi, da mi drugo leto igramo? A ja? Še enkrat, da slišim. Ok, pa bomo igrali. Marca oziroma začetka aprila. Ok? 2025 in seveda okrogla obletnica Kamelonov. Sicer pa, ja, jaz moram, dvakrat sem ga vprašal, pa nismo mu dali aplauza Jadrano Green. Tako, ja. Zdaj pa bomo klepači gostilnici švigli na zodra in pustila oder Kamelonov! Ja, čakaj, ker je vroče. A imamo še kakšno? A je še komu vroče? Ja. Je vroče komu ali ne? Meni teče od pale, se reče po portugalsko. Ja, pale pa po naše. Evo, tako smo z Marjanom naslednjo pesem napisali Sonce me ubija, kar se tiče tega vročega. Poslušajte to pesem in tekst. Prvi dan poletja in Kameloni! 1, 2, 3, 4!
malo manj sonca in več peska v zraku, pa je lepo poletje vseeno. Ja, malo nostalgije, s katero smo začeli in Beatlesi ne smejo manjkati. Tudi film je bil tak. Pesem od Beatlesov, nas so pa klicali Beatlese iz Jugoslavije. Eno malenkost. Še ena takva dekleta za malo mige, tipo twist, tipo vibe. Shake it,
Hvala za pozornost in se gledamo prihodnjič. Nasvidenje.